Hej, hej, hej! En lep pozdravček vsem v skupini Čarobno telo. Evo, da vidimo, če smo live. Izgleda, da smo. Samo da si jaz še tule nekaj naštimam. Da bom lahko videla vaše komentarje, ker Facebook nekako jih ne pokaže. Samo malo, da vidimo, če bo to delovalo. Okej, kul. Okej, vidim, da je Zdenka že z mano, nekaj vas je že z mano. Okej, torej, Facebook live danes, torej tema današnjega Facebook livea je, ali vaš ljubljenček zdravi vas ali vi njega. In to, te stvari, kar jih bom danes govorila, izvira nekaj iz, tega pač te dinamike, ki jo imam jaz s svojim kučkom, a ne, torej opazujem, kaj se dogaja pač z njim oziroma z mano, in ta medsebojni odnos, potem z delom s strankami, in, bi rada delila z vami določene stvari, ki vam bodo olajšale oziroma, ko imamo zavedanje, ne, dejansko, ko si priznamo nekaj, kaj se dogaja, nismo več pod vplivom tega. Torej, recimo, da pač ali zdravite svojega kučka, in si tega ne priznavate, ste pa skozi pod vplivom tega, in ko si enkrat to priznate, niste več pod vplivom tega, ne, to izgine potem ta zadeva. Torej, kaj se dogaja, ne, torej mislim, zdaj jaz govorim o kučkih, a ne, ampak tudi drugi hišni ljubljenčki, če imate muce, zajčke, kake druge kake druge živalce, velikokrat zdravi, svoje lastnike na ta način, da pobirajo, neke stvari iz, teles, ljudi okrog sebe oziroma lastnikov in, potem se pač prikaže to kot neka bolezen kužka, a ne, in zdaj, če ne želite, da se to dogaja, potem, mu lahko vse neke zaveze, zaobljube, zaprisege, ki jih ima do vas, lahko skozi vse čase, prostore, dimenzije resničnosti, ker mogoče se že poznate od kdaj prej, lahko vse to mu, počistite, tako da potem to preneha delati. In to naredite tako, da rečete: "Okej, vse zaveze, zaobljube, zaprisege, krvne zaprisege, pogodbe, zakletve, zadolžitvene pogodbe, zavezujoče pogodbe, ki jih imaš z mano skozi vse čase, prostore, dimenzije resničnosti, da me boš zdravil, da boš jemal moje stvari v svoje telo, bi bil pripravljen vse to razveljaviti, se temu odreči, to prekiniti, naznaniti, temu oporekati, vzeti nazaj, razgraditi in uničiti krat gazilijon." In živali ne govorijo, a ne, samo prisluhnite energiji, a ne, in običajno živali so tako, ja, a ne, so preproste tako, a ne, pač, in če je lahkotna energija, potem samo rečete right or wrong, ultimate apocalypse, boys and beyonds, in to je čistilna izjava Access Consciousness za vse tiste, ki je ne poznate, ki jo mogoče zdaj prvič slišite, lahko več o njej izveste na, spletni strani theclearingstatement.com, kjer je tudi video s slovenskimi podnapisi, si lahko nastavite tam slovenske podnapise in si več o tem preberete. In, skratka, tako, a ne. In zakaj to tudi pravzaprav ni prispevek, da vaš ljubljenček, kuža ali muca ali karkoli imate, da jemlje te vaše stvari, zato ker, dejansko vi pol lahko boste imeli, ali pa to je lahko tudi iz enega hišnega, pač, če imate družinske člane, lahko iz kakega družinskega člana jemlje nekaj in potem ne boste pravočasno ugotovili pri tem družinskemu članu, da ima neko bolezen, a ne, in lahko pol ta član, ko boste ugotovili, kako bolezen ima, bo lahko že prepozno, a ne, zato ni kul, da pač živali pobirajo, stvari iz svojih lastnikov. In, torej to je prva stvar. Torej, rečete vsepovsod, kjer imaš zaveze, da me zdraviš, ali pa rečete, mislim, jaz to tudi tako rečem: "Ni ti treba zdraviti mene, ni treba stvari iz mene jemati." Pa je moj pes je zraven tudi ko imam stranke na delavnicah, tako da mu tudi rečem: "Ni treba pobirati iz strank," a ne, ker velikokrat se je tudi zgodilo, da je imel kako stvar, da je pač on se tako priklopi na to energijo, a ne, stranke, mene, te seanse, in potem velikokrat je imel tudi kake, kako bi rekla, stranske, mislim, neke težave,
ki so bile posledica tega predelovanja zraven pač tega, kar je imela ta stranka. In potem običajno nehajo, a ne. Zdaj, včasih je treba večkrat to ponoviti. To je ena stvar, a ne. Potem naslednja stvar je pa, da mislim, tudi vi lahko svojega hišnega ljubljenčka zdravite. Torej ena stvar je, mislim, lahko ga zdravite, lahko gre pa tukaj zgolj za, mislim zgolj, saj pač podobna stvar, gre za biomimetično posnemanje. Torej, naše telo ima zmožnost biomimetičnega posnemanja drugih teles. In ne samo človeških teles, tudi živalskih teles, a ne. Tako da, in to se lahko dogaja tako zelo nezavedno in pač velikokrat smo smo navezani na svoje ljubljenčke in se naša veliko časa tudi z njimi preživimo in potem dejansko se naše telo usklajuje z njihovim. Lahko imate kake podobne stvari, kot jih ima vaša žival, a ne. Tako da bodite pozorni, če se z vašim telesom začne nekaj nenavadnega dogajati, kar ni običajno za vas in vam je tako, čudno, poglejte, kaj se z vašo živalco dogaja, a ne. In lahko rečete, torej vsepovsod, kjer jaz njega zaznavam, kjer jaz njo zaznavam, vse to razgrajujem in uničujem, right or wrong, oziroma vsepovsod, kjer jaz svojo žival biomimetično posnemam, vse to razgrajujem in uničujem, ker to verjetno ste že videli tudi kake take smešne slikice, a ne, ko čez čas lastniki postanejo tudi nekateri podobni svojim kužkom, a ne. To je biomimetično posnemanje. Dejansko posnemamo njihove energijske poti, njihove neke bolečine, virtualne vibracijske resničnosti, poti s telesom in ja, ne samo od drugih ljudi, ampak tudi od živali. Tudi to je, a ne. In torej tukaj gre za zavedanje, da se zavedamo, da je tudi to mogoče, zato ker če mislite, da to ni mogoče, potem ne boste nikoli tega pogledali, a ne. Nikoli ne boste pravzaprav nikoli ne boste v vprašanju, kaj pa če je mogoče od tega hišnega ljubljenčka kaj, a ne. Tako da torej ja, za biomimetično posnemanje si lahko tudi rečete, kakšno invencijo uporabljam, da vzbujam in izvajam biomimetrično posnemanje virtualnih vibracijskih resničnosti, bolečin, norosti, poti mojega psa ali pa moje mačke, kar izbiram. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, right or wrong, potem lahko ste tudi naredili nekaj zelo dragocenega glede te svoje živalce in jo zato zdravite. Lahko tudi rečete, okej, vse, kar sem naredil tako vitalnega, vrednega in resničnega glede zdravljenja moje živali, oziroma lahko poimenujete po imenu, a ne, vse to razgrajujem in uničujem, right or wrong, ker tako kot sem že rekla, a ne, to so naši spremljevalci kar leta in leta lahko in se navežemo na njih, a ne, tako kot na kakšno osebo. Tako da postanejo družinski člani in se nam zdi, ne, da pač, da bi ja bil čim dlje in naredimo tudi vse, kar bi bilo potrebno. Tudi lahko zdravimo, a ne, na nezavednem nivoju svojo žival, torej prek svojega telesa. Ja, torej kaj sem mislila reči? Ja, torej, ko si vi priznate nekaj, a ne, potem torej, ko rečete, okej, resnica, torej mogoče še malo nazaj zasučemo, malo tole predvajanje za vse tiste, ki mogoče niste toliko seznanjeni. Access consciousness temelji na vprašanjih. Torej access consciousness je dostop do zavesti. In vprašanja nam dajo dostop do zavesti v smislu, ko si zastavimo neko vprašanje, dobimo zavedanje, a ne. In torej si zastavimo vprašanje, okej, resnica, a zdravim svojo žival? Resnica, a posnemam, biomimetično posnemam svojo žival? In če je tukaj na to vprašanje, ko si zastavite to vprašanje, če je energija lahkotna, potem je to torej je to res, a ne. Če pa težka energija, pa to ni res. Oziroma si lahko zastavite vprašanje, okej, resnica, a moj pes zdravi mene? Ali pa moja mačka, resnica, zdravi moja mačka mene? In če je tukaj lahkotna energija, je to ja, in če je težka energija, je to ne. In če je lahkotna energija, potem lahko naprej delate te stvari, o katerih sem govorila, torej zaženete neki proces, v smislu verbalni proces, lahko tudi pač rečete vse te zaveze, zaobljube, da pač naj spodem pokaj, oziroma tudi lahko drugo stran, torej vse zaveze in zaobljube, ki jih imate vi do svojega hišnega ljubljenčka, tudi to lahko odstranite. In
Velikokrat se tudi zgodi, da so ti hišni ljubljenčki, ki jih imamo, se poznamo še od prej, a ne. In zato lahko imamo tudi kakih prejšnjih življenj še kake zaveze, zato tudi tako vedno rečemo skozi vse čase, prostore, dimenzije, resničnosti, skozi vsa življenja, zdaj to razgrajujemo in uničujemo, right and wrong, gute med potem pa Schwartz, Boys and Beyonds. In ja, drugače imamo pač za biomimetično posnemanje je drugače obstaja tudi en telesni proces, ki se ga naučite lahko ali na posamezni delavnici ali v okviru 4-dnevnega seminarja Temelji in lahko zaženete ta telesni proces na sebi, poleg verbalnega, lahko tudi na živali zaženete. Ti telesni procesi, ki jih v Accessu, jih ima Access, delujejo tudi na živalcah. Imamo pač na Temeljih so štirje telesne procese si naučite, ki vse lahko uporabljate tudi na živalih. Ja, kaj pa, če ti je ljubljenček umrl in je še to posnemanje prisotno? Lahko isto lahko zaženete vse te stvari, zato ker dejansko lahko posnemamo tudi živalco ali pa tudi osebo, ki je že odšla iz te fizične resničnosti, ker smo nekaj naredili zelo dragocenega glede te živalce oziroma to, da jo pozdravimo, a ne, oziroma posnemamo. Pol, kaj sem še mislila reči? Ja, pol naslednja stvar je tudi to, koliko imate tudi enih projekcij in pričakovanj ki jih dajete vsakodnevno na svoje živali. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to zgraditi in uničiti, right and wrong, vidite me moram pa Schwartz, Boys. In če še imate kakšna vprašanja, kar ja, če imate kakšna vprašanja, imam danes svoj sistem malo drugačen, da vidim vaše komentarje. Tako da kar napišite med komentarčke, pa bom jaz naslovila, razen če mi ne bo slučajno kaj ušlo. Ja, torej, če mi projiciramo na svoje živali oziroma od njih nekaj pričakujemo, živali to zaznavajo, živali torej komunicirajo energijsko, telepatsko, pač nimajo misli, ampak dejansko zaznavajo energijo in se enostavno strinjajo s tem, kar mi projiciramo na njih, ali pa se pridružijo temu in potem kreirajo sebe, svoje telo na takšen način. Zato bo tudi zelo, zelo pomaga, tudi če vse res spodaj pokate, vse projekcije, vse pričakovanja, vse sodbe, vse izračune, vse zaključke, ki jih imate na svoje živali, torej vse tudi vsiljene načine bitja, ki jih vsiljujete, imate tako, pač ta pes mora biti na ta način, to je vsiljen način bitja, mu vsiljujete, ali pa vse agende, ki jih imate tudi s svojo živaljo, tudi bi bili pripravljeni tudi se to razgraditi in uničiti. Gazilijon, right or wrong, gute me prvo pokvalen Schwartz, Boys and Beyonds, ker namreč, ko vi spodaj pokate vse te projekcije in pričakovanja, potem žival lahko spremeni nekaj, dejansko postane svobodna, da lahko izbere nekaj drugačnega. In to je ena tako, imam eno lastno izkušnjo tudi z mojim psom, ko sem jaz na njega projicirala, in sicer imam mopsa in ko je bil majhen, sva šla v malo šolo, in tam je bila ena taka, mislim, smo delali neke razne vaje in je bila tam ena taka nizka miza, na katero sem jaz stopila in potem bi moral pes tudi na njo stopiti gor, ampak moj Džajči ni mogel stopiti, ni mogel, kar nekaj se je matral in jaz sem takrat zavzela pogled, da on ne more, ker je pač tako bolj čokat, a ne, saj veste, kakšni so mopseki, da pač on ne more skočiti gor na mizo. In on res ni mogel skočiti nikamor, ne na kavč, ne na posteljo, ne, mislim, jaz sem tako pač, jaz vse to pustim, a ne, tako da če je kdo od vas tako strog bolj, pa ne pusti tega, pač smo tudi različni, a ne, in skratka ni mogel tega narediti. Potem sem pa imela jaz eno delavnico Access Bars v Mariboru, to je bilo zdaj že, ja, mislim, da kakih 9 let nazaj. In seveda med samo Access Bars delavnico se pogovarjamo raznorazne stvari, podenjpokamo stvari, torej podenjpok je krajša oblika te čistilne izjave Accessove, tisto, kar prinaša na plan, pač kar pač za te udeležence delavnice prihaja na plan, a ne, in ta prostor, kjer smo imeli Access Bars delavnico, je imel tako ob stenah kavče in jaz tako pač kot facilitatorka tako pač facilitiram ljudi in naenkrat vidim Džojčija, ki je bil tudi zraven, a ne, mojega psa, da je skočil na kavč gor. Pa sem tako, kaj pa je to, a ne?
Torej, on je zmožen skočiti gor. In potem sem ozavestila, da sem jaz na njega projicirala, da ne more, in on se enostavno s tem strinjal. In potem sem jaz sama sebe spodem pokala, vse moje projekcije in pričakovanja, in potem od takrat naprej lahko skočil marsikam. Tako da to dejansko morate vedeti, da s svojimi projekcijami in pričakovanji kreirate svoje živalce. Oni se samo strinjajo, pa pridružijo z vašimi pogledi, projekcijami. In potem še ena stvar, kaj sem mislila, eno vprašanje je bilo, če lahko to tudi razloži hude alergije pri kužku. Zdaj, jaz bi priporočala, da greste tukaj v vprašanje, okej, a ta kuža koga zdravi od družinskih članov? Resnica, a ne, tako fajn je, da si rečete, preden zastavite neko vprašanje, da rečete resnica, ker namreč, če to rečete, potem boste zaznali, a je lahkotna energija ali je težka energija, ker velikokrat si radi sami sebe lažemo. In če rečete resnica, to je en tak univerzalni zakon, če rečete resnica, preden zastavite neko vprašanje, se pač ta oseba, ki zastavljate vprašanje, vam ne bo mogla lagati. In v tem primeru, če sami sebi zastavite vprašanje, se sami sebi ne boste mogli lagati, boste vedeli, dejansko bo se prikazala resnica. In zdaj, poglejte, a ne, če res, če zdravi koga od družinskih članov, mu lahko to spodem pokate. Pol tudi lahko je velikokrat veterinarji dajo tudi neke diagnoze, torej tako zdravniki za ljudi, a ne, dajo neke diagnoze, ki niso glih točne, in potem, če se s tem strinjamo, pridružimo, potem pomagamo pač to našemu ljubljenčku kreirati. Tako da vedno bodite v vprašanju, okej, a je to res? A ne, recimo, jaz sem tudi zdajle bila pred kratkim, je Joy nekaj šepal, a ne, tako čisto bil neki ubogi, in sem šla k veterinarju in je kao pač, da ima neki artritis, a ne. V bistvu sem jaz pol ugotovila, da sploh ni res, a ne, ampak dejansko, da je imel tako med temi, kako bi rekla, ko pride te pasji prsti, a ne, da je imel tukaj vmes, je imel počeno kožico in ga je ful bolelo in je zato tako šepal, a ne. In jaz sem ga pač, v bistvu sem šla tako v čisto dopuščanje, v smislu, da vse samo zanimiv pogled, in sem ga njega sem vprašala, okej, kaj se s tabo dogaja, in mi je samo tako, mi je povedal, tako, mislim tako, ne vem, kako naj vam povem, telepatsko mi je dal, da je to, da ga to boli, a ne. In potem sem ga nosila, ker živim v 5. nadstropju in pes hodi pač gor in dol po stopnicah, sem ga zdaj pač, ne vem, ene par tednov ga nosim gor dol in tega nima več. Tako da to tudi bodite v vprašanju, a ne, tako ne kupovati pač vsega, kar vam rečejo, v smislu kupovati, v tem smislu, da se kar ne strinjate, ne pridružite, in da ste v vprašanju, okej, a je to res ali je kaj, kaj se dogaja kaj drugega. In ko boste v vprašanju, boste dobili zavedanje, in to res zavedanje, zavedanje, zavedanje. Koliko lahko imate več zavedanja vsega tega, kar se dogaja okrog vas, vaše telo vam daje informacije o telesih okrog vas in v tem primeru tudi o vašem ljubljenčku, kaj se z njim dogaja. In ja, več zavedanja, ko imate, in bolj ko ste v vprašanju, kaj se dogaja, prej boste dobili to zavedanje, in ko si boste to priznali, ne boste več pod vplivom tega. In zato jaz pravim, koliko še več zavedanja lahko imamo. Zato ker če pač nekaj mislimo, da je nekaj, pa dejansko ni to, potem smo skozi pod vplivom tega, ali nas nekaj boli, ali se čudno počutimo, ali kreiramo neke čudne stvari v svojem življenju, zato ker delujemo iz neke resničnosti nekoga drugega, nekaj, kar dejansko pripada nekomu drugemu. In če to ozavestimo in si priznamo, potem nismo več pod vplivom tega. Tako da evo, tule imam tudi eno vprašanje. Včasih se sicer prijazna psička agresivno odzove na božanje vnuka. Kaj lahko storim? Samo malo, da dobim jaz kako informacijo. Jaz bi mogoče vnuku spodem pokala vse, kar sta imela s tem psom skozi vse čase, prostore, dimenzije, resničnosti, skozi vsa življenja. Torej vsepovsod, kjer sta se že poznala, pa sta imela razne
prigode, ne, zato psička včasih tako zaznaprnjamo, da je nekaj, ali da bi, kot da je neka, kot da bi nekaj hotel narediti, ali pa se zaveda neke stvari še iz preteklosti, kjer je mogoče hotel kaj narediti, a ne. Tako da jaz bi priporočala to. Pa boste pa videli, če se bo kaj spremenilo. Pa tudi na drugi strani tudi psu, vse, kar se je odločil, izračunal, zaključil, usodil, vse poglede, ki jih ima v zvezi z vnukom, vse to bi razgradila in uničila. Torej, jaz bi rekla psu to, a ne, torej naj vse to razgradi in uniči, če bo vse to razgradil in uničil. In jaz mu točno tako rečem, a ne, tako da bi se pogovarjali z eno osebo, čeprav oni pač ne rečejo pol z besedo ja, ampak pol samo tako rečem, okej, right or wrong, gute med pa pokvaljen shorts, boys and beyonds. Ker morate vedeti, da dejansko so te dinamike prisotne, in tako sem že rekla, lahko se tudi s psi ali pa z mačkami, se lahko mi že poznamo iz prejšnjih življenj, ker namreč recimo, če je vam hišni ljubljenček umrl, pa če vam je bil tako ljub, a ne, pa da vam je bil njegov karakter všeč, lahko mu rečete, naj pride nazaj, naj si najde novo telo in naj pride k vam nazaj. In če si tudi on to izbira, bo prišel nazaj in boste vi vedeli, a ne. Samo vprašate, okej, to pa ta, in če je lahkotna energija, potem je, a ne. Tako da, in pol tudi to morate vedeti, da hišni ljubljenčki si izberejo vas, ne vi njih, ne, čeprav vi mislite, a ne, jaz sem si izbrala svojega psa ali pa jaz sem si izbral svojo, ne vem, mačko ali karkoli. Dejansko si oni izberejo vas. In dajo pač ali vam v glavo ali tistemu, ne vem, vzreditelju, ko se z vami pogovarja, dajo v glavo, jaz moram iti s to osebo, a ne. Tako da ja, in ja, mogoče še kako vprašanje? Saj vidim, da jih je veliko. Kateri procesi so tudi za živali, poleg MTVSS-a, torej procesi so za živali, pač vsaj te, ko se na temeljih naučite, torej MTVSS, potem celični spomin v primeru, da se kaj zlomi krempeljček ali pa da se kaj poškoduje, da imajo kake brazgotine, je celični spomin. Potem biomimetično sem tudi rekla, da lahko, a ne, če posnemajo koga, potem molekularna demanifestacija, tudi če imajo kake tumorje oziroma če v njihovem telesu primanjkuje nečesa, lahko z demolekularno manifestacijo to ustvarite. In morate vedeti, da živalice delujejo, so zavestne, a ne, delujejo iz zavesti in če jim nekaj ne bo odgovarjalo, če boste delali na njih neki proces, ki jim ne paše, bojo šli stran. Če jim bo pasalo, a ne, če je to tista ta prava stvar, bojo pustili, a ne, da jim delate naprej. In tako da, ja, to lahko delate. Se mi zdi, da imam tukaj nekaj na glavi. Eno žival. Ja, torej, in seveda, če znate več telesnih procesov, ker eni hodite tudi na sredina odklepanja teles, v hišo neskončnih možnosti, pol eni ste bliže na 3-dnevnih body classih in imate cel kup enih procesov, imate cel priročnik procesov, ne, vprašajte. V bistvu vprašajte, kateri proces bo naredil največjo spremembo pri vaši živalici. In greste pol čez ta seznam, ki ga imate, ali pa seznam teh materialov, ki ste jih dobili na delavnicah, in tisto, kar je najlahkotnejše, pač zdaj tako, lahko tudi na različne načine izbirate, kar je najlahkotnejše, tisto pol je pač ta pravi proces, lahko imate pa vi tudi neki svoj način izbiranja, in pač boste sami prepoznali tisti proces, ki bo najbolj primeren za vašo živalico. Kot sem pa že rekla, če živali to ne bo pasalo, bo pač šla stran. Ne, one točno vejo, kaj je za njih oziroma kaj ni. Kaj, če je psička ljubosumna, v narekovajih, če mene ni doma in postane agresivna, kako naj uporabljam orodja? Na koga pa je ljubosumna? To mogoče mi tukaj malo informacij manjka, da bi lahko naredila neko facilitacijo. Ali zameri, da te ni doma. To je različno, a ne. Pol imamo, jaz imam zdaj 4-mesečno psičko in zdaj vidim, da jo vsi v hiši primerjamo s prejšnjo. Je za počistiti projekcije in pričakovanja in odnos z eno in drugo. Ja.
Ja, tudi morate vedeti, vsaka žival je za mislim, vsaka žival je drugačna. Tudi če imate, recimo jaz imam zdaj mopsa, tudi če bi imela še enega mopsa, bo čisto drugačen, a ne, karakter. Tako da, ja, pa mislim, smo pa tako nagnjeni smo k temu, da skozi nekaj primerjamo, da ja, pač on je bil takšen, ona je takšna in, ja, vse to vsepovsod, kjer primerjate živali med seboj, projicirate neke stvari, ki ste jih imeli s prejšnjo živaljo na to novo žival, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Dragozion, Right or Wrong, Gute Morgen, Pokojne Schwartz, Boys and Beyonds. Ja, tako kot sem rekla, vsaka žival je za sebe svet. Čakaj, gledam, če imamo še kaj. Okej. Zdaj, mogoče tole, a ne, ko je Andreja vprašala, kaj če je psička ljubosumna, če mene ni doma in postane agresivna, kako naj uporabljam orodja. Se vidim, če nekaj zamera do mene, ko me ni doma, in ljubosumna včasih, ko sem doma, če se s kom pogovarjam. Okej, torej eno stvar, ki jo lahko naredite, ko, recimo, ko greste od doma, torej morate vedeti, da vaši, torej psi, zdaj ne vem za mačke, ampak psi mislijo, da ste jih zapustili za vedno, a ne, če greste, tudi če greste samo v trgovino za 5 minut, oni mislijo, kam je šel, kam je ta oseba zdaj me je zapustila. In lahko torej pustite svojo energijo, torej del svoje energije pustite doma, v smislu, da pač ta vaš kužak ali pa muca, jaz predvidevam, da z muco enako, no, lahko pa seveda probate, pa boste videli, kaj se bo zgodilo. Pustite del svoje energije doma, tako da ima vaša ta živalca občutek, da ste še vedno prisotni. Okej, tole je ena stvar, ki jo lahko naredite. Potem, zdaj pa ja, no, to jaz bi to naredila in boš pol videla tudi, Andreja, če bo kaj drugače. Pol kaj še? In ljubosumna včasih, ko sem doma, če se s kom pogovarjam. Torej, vse moteče vsadke ljubosumja, iz katerih deluje pes, bi bila pripravljena vse, mislim, jaz bi to psa vprašala, vse to razgradil in uničil, Right or Wrong, Gute Morgen, Pokojne Schwartz, Boys in vsepovsod, kjer ste že kdajkoli bila skupaj in ali si ga prevarala ali, in je zdaj, kadar se pogovarja z nekom, je ljubosumen ali ljubosumna, da mogoče, da ne bo spet kaj podobnega naredila, vse neke poglede, ki jih ima v zvezi s tem, to izspodaj poki vse, a ne, in boš videla, če se bo kaj spremenilo. Ker morate vedeti tudi to, lahko te vaše živali, lahko so bili včasih, so bili vaši ljubimci, a ne. Čeprav se sliši zelo smešno, ampak mogoče vam je kdo že kdaj rekel, meni so velikokrat to rekli, ko sem tako imela psa v naročju, kaj bi jaz dal, da bi bil pri tebi v naročju, a ne. Ali pa, jaz v naslednjem življenju bi bil rad tvoj pes. In to dejansko govorijo in pol res postanejo to, a ne. Tako da se jaz za tega mojega Džojčija, vem, da je bil že v enem mojem življenju, prej sva bila skupaj, nekaj v tem smislu, in lahko to vse spodaj pokate, da te stvari ne bojo več tukaj v tej resničnosti oziroma tem življenju imele vpliva na vas. Okej. Ja, moj muc podobno počne, ja. Jaz bi probala tudi pri mački, no, isto. Saj energijsko komunicirajo, na enak način, tako da to poskusite. Okej, ja, in mislim, da bi se pa radi več teh stvari naučili, a ne, to je pač tako en mali delček v bistvu orodij, ki jih lahko uporabljate pač zdaj v odnosu do živali, s stvarmi, ki jih ima žival. Če bi se radi več tega naučili, če bi radi pridobili več zavedanja na splošno v svojem življenju, in dejansko se osvobodili na neki način ali pa pozdravili neke stvari, pozdravili v smislu nekaj, kar ne deluje tudi, ali pa nekaj, kar bi radi spremenili, pa se kar ne more spremeniti. Vas vabim na, te delavnice, a ne, prva Access Bars, ki bo v petek, 25. junija. In tam dobite poleg barsov, se naučite tudi teh osnovnih orodij zastavljanja vprašanj, pol, ja, določenih drugih stvari, ki vam tudi omogočijo,
dejansko, da začnete kreirati svoje življenje na drugačen način. Potem naprej od Access Barsov je pa pol so pa 4-dnevni temelji, tam dobite pa tudi na tisoče in tisoče, na tisoče, no, na stotine orodij, in dobesedno spremenite temelje svojega življenja, da začnete čisto drugače kreirati pol svoje življenje. In to bo zdaj tako, torej v petek bo Bars delavnica, potem sobota, nedelja, ponedeljek, torek bojo pa temelji, torej 26. do 29. so temelji, to je v Hiši neskončnih možnosti na Lavrici. Pa nekako bom videla, če bom lahko, oziroma kake so neskončne možnosti, da nekaj tudi naredimo tako, da bomo lahko šli do konjev in bomo na konjih probali narediti kakšen telesni proces. In konji ful uživajo z MTVSS-om, ful tako, ja, pa uživajo, no. Tako da vabljeni, da se pridružite, in ali pa na kaki drugi delavnici, ki jih imamo v živo, a ne, zdaj, ker se lahko spet v živo družimo. Tako da najlepša hvala za danes, za vsa vaša vprašanja, za vašo prisotnost in kaj vse je zdaj še mogoče, na kar sploh niste še nikoli niti pomislili. Čao, čao.